Hm. Hm? Hm? Uh. Hm. Poletna muzejska noč je leta 2003 vzniknila v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, zato se nam je zdelo samoumevno, da naš kratek potep začnemo prav tam, kjer smo se srečali z njeno pobudnico. Višjo kustosinjo Lili Šturm, ki je akcijo pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije koordinirala od začetka do leta 2012, za vzpostavitev in vodenje pa leta 2013 prejela častno Valvazorjevo priznanje. Ja, to je zdaj že kar velika zgodovina, ne bi se reklo, za tole poletno muzejsko noč. V bistvu se je prvič zgodila leta 2003. Ravno tako smo imeli en grafični bienale in jaz sem potem, ko sem zadolžena v MGLC-ju za pripravo javnih in izobraževalnih programov, sem razmišljala, pri nam je tako lepo polet, ne, kaj če bi naredili eno tako fino akcijo, nočno, pa da bi ljudje prišli, pa tudi v bistvu že od začetka me je vodila ta želja in motiv pokazati ljudem, da muzeji niso neka zaprašena stvar, da so lahko prostor nekega sproščenega druženja, prijetnih utrinkov, skratka nekega druženja in veselja in lepih stvari. In tako sem potem dobila to idejo, sem seveda malo te akcije poznala tudi iz tujine. In sem rekla, sem predlagala direktorici, sem rekla, naredimo eno tole poletno muzejsko noč, pa je rekla, ja, dobra ideja, dajmo povabiti še okoliške muzeje. In smo povabili že prvo leto 20 muzejev v Ljubljani, vsi so se odzvali. Zadeva je strašansko uspela že prvo leto, kar je bil seveda povod in garancija, da organiziramo dogodek tudi naprej za naslednja leta. Ja, seveda, sodelujoče ustanove pripravimo vsako leto bogat in obsežen program in tudi seveda mi nismo izjema. Seveda program vedno povežeš z aktualno razstavo in tokrat je ravnokar odprti 33. grafični bienale Ljubljana, tako da bodo na poletno muzejsko noč odprta vseh 10 razstavišč grafičnega bienala in posebej v MGLC-ju, se pravi v Matični hiši in v Švicariji, smo pripravili tudi program in sicer od 6. do 9. ure zvečer bodo potekale otroške delavnice za družine, potem ob 9. do 10. sledi voden ogled bienala v MGLC in Švicariji z našo direktorico Nevenko Šivavec in potem ob 10. zaključek v Švicariji stand-up. Nastopal bo Jan Krojzer. Jaz moram povedati, da je ideja o stand-upu ni naključna, da je vsebina letošnjega bienala satira in humor in da so stand-up umetniki pomemben del programa. To se pravi ne samo vizualni likovni umetniki, temveč tudi performerji, pa tudi misleci in tako naprej. Bienale letos opravlja svoje poslanstvo na večjih ravneh. Yeah. Yeah. Torej mi na te posebne dneve, kot je dan odprtih vrat na poletno muzejsko noč, posebej skrbimo za to, da odpremo muzej čim širše in vsem ljudem, ki pač so pripravljeni priti na obisk in nekako omogočimo stik s kustosi in z ostalim osebjem v muzeju, ki tega stika običajno na navadne dni ni.
Zato smo pripravili v bistvu javna vodstva po vseh naših razstavah, ki jih imamo trenutno, tako stalni razstavi, ki smo jo malce prenovili, tako da je malo osvežena in drugačna, in po Ediju Šelhausu retrospektivni razstavi, kjer bo vodila kustosinja razstave. Zraven tega smo poskušali nekako obogatiti vse skupaj in ob razstavi Zidovi Walls, ki govori nekako o mejah v Evropski uniji, pravzaprav meje in zidovi, tako fizične kot v naših mislih in glavah. Ob tem bomo predvajali dokumentarni film Seševalnica spomina in pa tudi v bistvu bomo imeli voden ogled in nekako izkušnjo Berlina z berlinskim zidom, glede na to, da je letos obletnica, ki je padel leta 1989. Seveda pa vsako leto poskrbimo tudi za otroško igrivost in razigranost, tako da imamo v bistvu nek tak princip mimoidočih delavnic za otroke in družine, kar pred muzejem ves čas, v bistvu od 8 do 21 ure, kjer lahko pridete, naredite nekaj, pustite otroke, si sami ogledate razstave. Torej, Narodna galerija tradicionalno odpira svoja vrata od 6 do polnoči. Vstop je prost na novo občasno razstavo. Alan Ford teče častni krog, na kateri so razstavljene originalne risbe. To razstavo smo pripravili ob 50. obletnici nastanka stripa. Pripravljamo kratka javna vodstva po razstavi. Poleg tega se bodo obiskovalci lahko udeležili tudi kratkih predstavitev izbranih najlepših umetnin na stalni zbirki. Za mlajše obiskovalce in za družine pa smo pripravili 2 ustvarjalni delavnici. Prva je naslovljena Papirnati junaki in se navezuje prav na Alana Forda, na vse super junake in super heroje. Za drugo pa smo izkoristili lepo vreme in bomo kar na prostem pred Narodno galerijo risali pod milim nebom. V sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom pa smo pripravili še interaktivno vodstvo po občasni razstavi Prostor v prostoru, scenografija na Slovenskem. To nam bojo pa pomagali prav iz Slovenskega gledališkega inštituta in tudi izvedli delavnico. Na poletno muzejsko noč že tradicionalno pričakujemo zelo velik obisk, se pravi med 6. uro zvečer in polnočjo nas obišče med 2 in 3 tisoč obiskovalcev, tako da je precej gneča, zato kakšnih večjih aktivnosti niti ni mogoče izvajati. Ob 6. vabimo vse zainteresirane, da se udeležijo javnega vodstva po razstavi Naše malo veliko morje. Poskrbeli bomo pa seveda tudi za otroke med 6. uro popoldan in 10. uro zvečer, pa bomo ustvarjali mamute, ljudje bodo lahko potežkali originalen mamutov zob, sicer pa si bodo lahko ogledali vse naše razstave. Obiskovalci pa si lahko izposodijo tudi programe za samostojno uporabo, če tako rečemo. To so skrivnosti polni nahrbtniki in skrinjice učenosti. Te so tudi sicer vedno na voljo brezplačno. Notri se skrivajo različne naloge za različne starostne stopnje. Starši včasih prevzamejo vlogo mentorjev in potem lahko malo raziskujejo tudi originalne muzejske predmete in se ob tem zabavajo, pa še česa se naučijo.
V Narodnem muzeju Slovenije smo tudi letos pripravili bogat program. Poleg nove občasne razstave, ki je na ogled tu na Muzejski ulici Roma Eterna, mojstrovine rimskega kiparstva, si lahko obiskovalci brezplačno ogledajo tudi naše stalne razstave, prav tako pa tudi na naši lokaciji na Metelkovi, kjer je še vedno na ogled razstava V dobrih rokah in slikarska razstava Majski salon. Organiziramo pa tudi kar nekaj delavnic, tako za družine kot za otroke. Obiskovalci imajo možnost udeležbe na organizirani delavnici ali pa se samostojno odpravijo po muzeju in z nagradno pustolovščino morda pridejo tudi do nagrade. In še letošnja novost, sodelujemo tudi na poletni muzejski noči, letos sodelujemo tudi z gradom Snežnik, kar je nekaj čisto posebnega, ker je že lokacija sama po sebi zelo poletna in počitniška, tako da tam odpiramo razstavo Velika bela vrtnica umetnice Kiki Klimt in hkrati obeležujemo tudi praznik Snežniške vrtnice. Tako da vse zelo prijazno vabimo in vas že pričakujemo. Največjo nacionalno promocijsko akcijo slovenskih muzejev, galerij ter drugih ustanov in zavodov, ki izvajajo programe z področja umetnosti, kulture, zgodovine, se je v imenu Skupnosti muzejev Slovenije tudi tokrat lotila ekipa Muzeja narodne osvoboditve Maribor s Simono Tripkovič in doktorico Aleksandro Berberih Slana na čelu. Naj za konec povemo, da poletna muzejska noč poleg Prešernovega dne 8. februarja skoraj zagotovo prinaša kulturnim ustanovam največji obisk in po vsej verjetnosti bo tudi to soboto velika gneča. Predlagamo, da še pred odhodom prelistate obsežno programsko knjižico v fizični obliki ali na spletu, ter se v njej informirate o dostopnosti in možnostih prevoza na prizorišča. Mi smo obiskali tiste razstave, kjer se boste tudi brez tolmača dobro znašli, saj boste že z vstopom v prostor z umetninami lahko vzpostavili lasten dialog in jih dodobra spoznali.